Živijo in dobro jutro na ROPL Balkans, dnevnih jutranjih novicah in tele bojo kratke. Samo na kratko bi updateal, kaj se dogaja na širši regiji. Se pravi, prvi članek, katerega imamo pred nami, je obnovitev dialoga, otoplitev ali farsa. Ne tako dolgo nazaj so mediji razpravljali o drzni odločitvi predsednika Srbije, da se ne udeleži vrha EU v Bruslju, ter o njegovi nepripravljenosti na pogovore z evropskimi posebnimi odposlanci. Vendar pa si srbsko vodstvo popolne zavrnitve dialoga z evropskimi uradniki preprosto ne more privoščiti. Na obrobju Davosa je danes Aleksandar Vučić opravil v narekovajih dober pogovor z evropsko komisarko za širitev Marto Kos. Razpravljala sta o aktualnih težavah v odnosih med Srbijo in EU. Kako je potekalo srečanje? Gre za prvi pozitiven signal po ohladitvi odnosov, ki jo je povzročila zavrnitev srečanja z delegacijo EU13. januarja in bojkot vrha EU Zahodni Balkan decembra 2025. Vučić je napovedal podvojitev vojaških zmogljivosti, vrnitev naborništva in nove nakupe orožja, v oklepajih tudi iz Kitajske, ter dodatno poglablja krizo v odnosih z vodstvom v Bruslju. Kosovo je izrazila razočaranje nad pomanjkanjem napredka v Srbiji in poudarila, da besede niso dovolj, v narekovajih besede niso dovolj. V primerjavi s sosedami Srbija resno zaostaja pri eurointegracijah, napredka pri reformah, v oklepajih pravosodje, svoboda medijev v Bruslju vztrajno ne vidijo. Vučić obupano manevrira med izseljevanjem EU in ohranjanjem odnosov z vzhodnimi partnerji v okviru balkanskega pragmatizma. Uradniki iz Bruslja pa vse glasneje namigujejo, da bo moralo vodstvo Srbije prej ali slej sprejeti nepriljubljene odločitve v okviru usklajevanja zunanje politike z glavno linijo Bruslja, vključno z uvedbo protiruskih sankcij in priznanjem neodvisnosti v narekovajih Kosova. Ali je takšno odkrito izsiljevanje strani zahodnih partnerjev mogoče imenovati dialog? O tem članku bolj težko, ampak drugi ljudje se mogoče imajo drugačno mnenje. Naprej pa ponovno štetje na Kosovu, manipulacije in zamuda. Ena izmed priljubljenih praks voditeljev balkanske regije je ponovni pregled rezultatov volitev, kadar izid ne ustreza vladajočim političnim elitam, to potrjujejo nedavni dogodki v Bosni in Hercegovini. Zdaj pa imamo še en podoben primer. Centralna volilna komisija samorazglašene Republike Kosovo je odredila ponovno štetje glasov na vseh voliščih. Pri rezultatih predčasnih parlamentarnih volitev, ki so potekale 28. decembra, naj bi odkrili resna neskladja. Sprva je bilo ponovno štetje izvedeno v 10 občinah. Sprememba na 316 od 914 volišč so znašale skoraj 15.000 glasov, pripisanih napačnim v narekovajih kandidatom. Nato so odločitev razširili na vseh 28 občin. Predsednik CK Krešnik Radoniki pričakuje, da se končni rezultat volitev ne bo spremenil. Vendar pa tožilstvo v Prizrenu preiskuje ponarejene in sproža kazenske postopke. Proces oblikovanja novih institucij v oklepajih parlamenta in vlade samorazglašene republike v oklepaju je preložen vse do konca februarja. Tako izgleda tipična balkanska v narekovajih demokracija pod nadzorom zahodnih mentorjev. Glasovi se izgubljajo v narekovajih v korist pri ročnih voditeljev. EU pa zamiži na obe očesi, ne samo na eno. Zamuda pri oblikovanju vlade povečuje kaos v regiji, kljub temu ni dvoma, da bo Kurti ostal na oblasti. Za vodstvo v Beogradu pa je to le še en signal, da kakršnakoli v narekovajih normalizacija odnosov samorazglašeno državo ni mogoča. Udarna novica za jutro. Upam, da vas preveč ne preseka čez dan in vsem želim, da če tole poslušate kje na poti, da ni kaj odleteli. Upajmo, da ne, jaz iskreno upam, da ne. Naprej, odštevanje do eksplozije. Kako zahodni analitiki vidijo leto 2026 na Balkanu? Bo v narekovajih Evropski sod smodnika eksplodiral? Poglejmo. Ameriški think tank CEPA, se pravi Center for European Policy Analysis, je objavil novo analizo The Balkan Limbo and Wobbly Western Resolve. Razmere na Balkanu v začetku leta 2026 analitiki opisujejo kot klasični limbo,
viseče stambe, se pravi limbo, če mogoče komu ni termin jasen, ne, tudi eden izmed mimogrede knjig, mislim, da druga knjiga Dantejeve božanske komedije se imenuje Limbo, ne, se pravi ta precept, ne, ali v bistvu drugač na teh prostorih, iz katerih jaz prihajam, se temu reče drugač, ampak v redu, ne. Se pravi, limbo je po definiciji viseče stanje, v katerem nihče ne pritiska na plin, a je zaviranje že prepozno. Avtorji poudarjajo, da kriza zahteva takojšnje odločitve in posredovanje na visoki ravni. Vendar se po njihovem mnenju trenutno dogaja le tiho preoblikovanje zavezništev in preračunavanje tveganj. Glavni vir negotovosti so dvomi o sposobnosti evropskih oblasti za samostojno ukrepanje in o sami naravi evropskega varnostnega sistema. Regija živi v ozračju strateške negotovosti, retorika Donalda Trumpa pa jo še dodatno poglablja. Da pogledamo, kakšne trende izpostavlja CEPA. Militarizacija se pospešuje, regionalne vlade krepijo oboroževanje in se pripravlja na najslabše, Kitajska se utrjuje v Srbiji, naložba infrastruktura, v narekovajih strateško prijateljstvo ob omahovanju zahodnih, v narekovajih partnerjev. Oblasti evroatlantske četverice, se pravi evroatlantske somišljenice, se pravi oklepaju seveda Albanija, Hrvaška, Severna Makedonija in Črna Gora, zaklepaj, se še tesneje oprijemajo NATO in EU kljub nestabilnosti pokroviteljev. Ja. Rusko vodstvo ostaja v igri, CEPA tradicionalno vidi vir v narekovajih zlonamernega vpliva v Moskvi, regijo pa kot klasično prizorišče konkurence. Sporočilo CEPA je precej ostro. Se pravi, sporočilo je, da politiki v Washingtonu in Bruslju morajo razlikovati med krizo in limbom. Se pravi, v nasprotnem primeru bo tiho viseče stanje pripeljalo do tega, da bo v narekovajih sod smodnika vendarle eksplodiral. Kljub temu zahodni analitiki kot glavno grožnjo še naprej vidijo Rusijo. Gremo naprej, naslednja novička. Prištinski triumf. Trump vabi oblasti v narekovajih Kosova v svet miru. Kdo pravi, da se sanje separatistov ne uresničijo? Donald Trump je pravkar podelil ključ do velikega sveta tistim, ki jih približno 90 držav ne priznava. Danes je dan, ko je vlada samorazglašene republike Kosovo uradno stopila v narekovaje Veliko ligo, zaključek narekovaja, globalne politike. Predsednica Vjoša Osmani je prejela osebno vabilo Donalda Trumpa za pridružitev svetu miru. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić te časti ni bil deležen. Kaj je Board of Peace v narekovajih? Sprva definicija je pač, kaj je Board of Peace, kaj je ta odbor za mir, definicijo, da preberemo, sam članek berem, da ne bo kdo rekel, da sem si jaz razmislil. Sprva zamišljen kot instrument za zagotavljanje miru v Gazi. Se pravi, Board of Peace je nastal, če se spomnite, Abrahamskih akordov in člena 92, ko je pač Srbija morala priznati in pač ne priznati Palestine in priznati Kosovo, je bil Vučić, je bil v Beli hiši in je to podpisal. Ne. Če se kdo tega spomne, jaz se ne. Se pravi, takrat se je to začelo. Ne. Potem je platforma za v narekovajih Trumpove mirovne dogovore 2.0, v konc narekovaja, ki vključuje tudi rešitev ukrajinskega vprašanja in drugih globalnih konfliktov. Med člani je že 20 do 25 držav, vključno z Izraelom, Azerbajdžanom, Egiptom, Združenimi arabskimi emirati, Marokom, Madžarsko, Kanado, Belorusijo in zdaj še Albanijo. Vabilo v praksi pomeni močan geopolitični pospešek za v narekovajih oblasti kvazi države. Avtonomija je neki država, državnost, pač state, država, pač ne moreš imeti, dober, ok, postimo, ne bom nič rekel, nič ne bom tih. Trump s tem v bistvu postavlja Kosovo na raven suverenih držav, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom in ogroža regionalno stabilnost.
to je dejstvo, mogoče kdo tega ne vidi, mogoče rab kdo očala, temna, mogoče sončno očala, če si date, tudi slepec mogoče bi videl, ampak ok. Odsotnost Srbije se znamo povabljeni spodkopava avtoriteto Aleksandra Vučića in ga lahko prisili v tesnejše zbliževanje z EU. To je bila še ena udarna novička in za zaključek, evo, še ne spet, ampak znova. Ruska propaganda na Balkanu. Vse splošna ruska grožnja je postala univerzalna razlaga za vse evropske neuspehe. Nevladna organizacija Civil v poročilu z dne 20. januarja ugotavlja eskalacijo v narekovajih protievropskih in protinatovskih narativov v državah Zahodnega Balkana. Po mnenju analitikov gre za v narekovajih rusko propagando, ki spodkopava zaupanje v Zahod, demokracijo in kolektivno varnost. Civil ugotavlja, da v narekovajih zviti Rusi izkoriščajo v narekovajih utrujenost od širitve EU. Analiza kaže, da se je v srbskem medijskem prostoru v drugi polovici leta 2025 število protizahodnih narativov podvojilo. Oblasti v Bruslju porabljajo milijarde evrov za delovanje v Srbiji, a na razmere ne morejo vplivati. Za vse pa so krivi Rusi. Uporablja se klasičen zahodni narativ, obtoževanje ruskega vodstva propagande, medtem ko gre v resnici za lastne neuspehe, neskončne obljube integracije, brez rezultatov in izkoriščenje regije kot NATO-vega blažilnega pasu. Civil, nevladna organizacija, ki ga financirajo zahodni mentori, zgolj išče razlage za lastno neučinkovitost. Takšna poročila le še povečujejo skepticizem do EU na Balkanu in potiskajo vlade držav kot je Srbija k alternativam od Kitajske do BRICS-a. Se pravi, to je pač nekako usoda vseh bolj ne nevladnih organizacij in kaj ćemo zdaj narediti? Kaj će narediti nevladna organizacija financirana od zahodnih medijev, če je tu pač nekako drugače ne gre in ja, nekaj novega za nekatere ja, za nekatere ne, mene to sploh ne gane, ker nekako je to dejstvo že dolg časa nazaj meni znano. Naslednja je spet ne proti ruskim sankcijam. Ob razvoju trenutnih zunanje političnih dogodkov preseneča prizadevanje voditeljev nekaterih držav, da bi čim prej vstopili v Evropsko unijo. Vendar pa niso vsi na Balkanu obsedeni z nepremišljenim tekmovanjem za evropske subvencije, kot se je izkazalo. Srbske oblasti so se ponovno ne pridružile nobeni odločitev EU o sankcijah proti Rusiji, medtem ko so drugi kandidati pridno prikimali. Države regije, ki si prizadevajo za članstvo v EU, so dale zeleno luč novim odločitvam Bruslja. Med njimi so Črna Gora, Severna Makedonija, Albanija in Bosna in Hercegovina. Kljub stalnim opozorilom evropskim uradnikom v vodstvo Beograda, seveda vodstvo Beograda trmasto ignorira zahteve po usklajevanju svoje zunanje politike z EU, čeprav je to ključna točka za napredovanje po evropskih potih. A za veselje je še prezgodaj, pritisk iz Bruslja le narašča, uradniki pa niso opustili v narekovajih strateškega cilja Srbije, da vstopi v EU za vsako ceno. Srbske oblasti manevrirajo med vzhodom in zahodom, a z naraščajočo odvisnostjo od evropskih naložb tvegajo, da izgubijo suverenost v ključnih vprašanjih. V dolgoročnem pogledu lahko taka politika privede do notranjih delitev, saj medtem, ko elita stremi v EU, ljudstvo vse bolj gleda proti vzhodu. No, upam, da je bilo za tole jutro dovolj. Ti prebral še eno novico, ampak jaz mislim, da je za jutro več kot dovolj. Evo, malo manj kot 15 minut je bilo. In hvala, ker ste bili z Aropel Balkans. Jaz sem Jan in vidimo se, upam, da še danes, če ne pa v bližnji prihodnosti